Tako, prišli smo še do zadnjega predavanja in z nami je Irma Dolinar, prihaja iz Žirov in verjamem, da se bomo podali v čudoviti svet rastlin in megalitov. Izvoli. Hvala lepa, Vesna. Grem jaz tudi na to stran, vsi ste bili na tej strani, izgleda, da je dobro. Takole, jaz se bom danes predstavila s svojim, bom rekla, na nek način življenjskim poslanstvom, ki se tiče mojih rastlin, mojih zato, ker jih gojim sama. Dotaknila se bom tudi energij, prostorov, energij narave. Veliko smo slišali že danes in Vesna, ti s prvim predavanjem si me na nek način malo sprovocirala s tisto piko, črno piko, ko se spomnim, kako sem jaz letala po tisti piki, ker se nisem upala izstopiti. Ko sem se nekega dne odločila, se mi je res odprl bel svet, bel nepopisan list, se je moje življenje za 1000% res spremenilo. Takrat sem spoznala, koliko res je lepot v svetu, koliko je lepih trenutkov, koliko je dobrih ljudi in vsega, kar paše k temu, in res, če še kdo ni izstopil iz tiste pikice, zelo priporočam. Imela sem 15 let zelo dobro službo, svojo pisarno, vso ugodje, ampak to nisem bila jaz, zato sem res iskala prilike in nikakor nisem našla. Ne vem, mogoče je bilo treba počakati tisti pravi čas, ko pride, da sem lahko izstopila na ta vlak, katerega zdaj dobro vozim, in sem na nek način kar ponosna na to, no. Ker skrbim za svoje proizvode, za svoje nasade in tukaj na sliki je en nasad, ki sem ga zasadila pred približno 12 leti, in ga oskrbujem še danes, nahaja se v Beli krajini. Nasadila sem zelišča, iz katerih sem nekako predvidevala, da bom lahko izdelala določene izdelke in katera zelišča so tudi naša, avtohtona. Nekaj mi je uspelo, nekaj malo manj, ampak ja, zdaj sem se naučila veliko in grem naprej. Tukajle na sliki vidite cvetove sivke, o kateri bom potem naprej veliko stvari povedala. Vidite pa sami, da je sivk kar nekaj vrst in je zelo pomembno, katera vrsta je katera. Takole, kdo sem, no? Sem Irma Dolinar, prihajam iz Žirov in sem že 15 let na svoji poti, kot sem prej omenila. In lansko leto oziroma že predlansko leto sem dobila v najem še eno njivo v okolici Žirov, ker je ta prva zasaditev zelo oddaljena od mojega kraja in potrebujem kar veliko poti. In kot je rekel tudi Metod, ko imaš možnost videti oziroma imeti vse številke ali ko imaš možnost uporabljati vse tone, si predstavljate mene, kako je, ko imam pred sabo veliko zorano njivo, kaj vse bom nasadila na tej njivi, kaj vse bom pokombinirala, da bo lepo, da bo dobro raslo. Tako takrat smo kot nekakšni otroci, ker vemo, da imamo neskončne možnosti kreatorja, o čemer si ti, Vesna, prej govorila.
In to je res nekaj najlepšega za mene, a ne. In tukaj sem potem drugi nasad nasadila, malo se vidi, v geometrijski obliki. Zelo so mi všeč tudi energije v naravi, zelo obožujem to raziskovanje, to občutenje vseh nas, kako se tam počutimo, zato sem svojo novo zasadila v geometrijski obliki 3 šestkotnikov. Rada bi ugotovila, ali bo eterično olje ali hidrolat kaj odstopalo od tistega, od tiste sivke, ki je zasajena v vrstah. In mislim, da bom letos že lahko preizkusila. To je bila lanska slika, vidite, da so sivke še zelo majhne, ampak letos mislim, da bo pa že viden rezultat, ali bo to olje kaj drugačno od tistega v vrstah. Kot smo tudi res danes že večkrat slišali, je energija povsod okrog nas in energija nas nekako poživlja, včasih nas kako drugače iritira ali na kakšen drugi način pristopa do nas. In vso to energijo sem jaz poskušala ujeti v tistihle mojih kozarčkih, tistihle mojih lončkih, ker sem poskušala, da bi ljudje, bom rekla, na neki način začeli čutiti, da bi čutili, kam gredo, s kom se pogovarjajo, da bi čutili, ko se usedejo na določen kamen, ali je tisti kamen dober, če tam sedijo, oziroma če dobro vpliva na njih ali ne. Ne da sprašujejo mene, kaj praviš, Irma, ali bi bilo dobro, če bi se jaz tam usedla, ali lahko še sedim, ali moram vstati in tako naprej. Rada bi, da z mano vred, da bi se vsi tega naučili, da bi znali čutiti tudi, kaj pojemo, kje se nahajamo in tako naprej. Ne rabimo nobenih hudih svetovalcev in strokovnjakov, seveda rabimo jih, dokler se ne naučimo čutiti. Ko pa se bomo to naučili, bomo pa točno vedeli, ali je dobro, da pojemo jabolko ali bi mogoče raje pomarančo. In podobno je z zelišči, podobno je z uporabo zelišč, podobno je z uporabo tudi krem, podobno je z vonji, tudi tako kot je prej Simon govoril, a ne, mi smo tudi, kot smo čuteča bičja, imamo tudi vonj, a ne, čeprav nam je v veliki meri zamrl, ker ljudje veliko ne vonjajo, ne občutijo razlike. Ne občutijo razlike, če jim dam za povonjati pravo sivko ali hibrid. Ne vejo niti, kakšen vonj jim je všeč. Velikokrat organiziram razne delavnice, kjer ustvarjamo parfume, in ljudje dejansko se ne znajo odločiti izmed 30 eteričnih olj ali pa še več, kateri vonj jim je najbolj všeč. In to me na neki način res žalosti. In mi res ni jasno, kako se ne ve, kateri vonj ti je najbolj všeč. In tudi če recimo včasih vprašam, ko gremo na kakšne pohode ali pa izlete, kaj bi rajši vzel, jabolko ali hruško. In če ne veš odgovora v 3 sekundah, je to zame, ne razumem velikokrat, a ne. In potem se že začnejo prigovarjanja. Ja, če je hruška lepa, bi raje hruško, če je jabolko tako, bi raje jabolko, ampak pri vsem tem se nam že oglaša razum, a ne, srce pa damo nekam na stran, oziroma tistega sebe, ki ga nosimo vedno s sabo. Tako, rada bi skozi svoje proizvode in skozi svoje izlete, bom neki način rekla, oziroma raziskovanja, popeljala ljudi do tega, da bi znali prepoznati, da bi znali čutiti in da bi na neki način spoznali sebe.
Ker če poznamo sebe, potem so nam stvari jasne. Ne rabimo nobenih, ne vem, nobenih gradiv, kar smo danes že slišali, nobenih učiteljev, ker imamo vse v sebi. Vse imamo v svojem izvoru, vse nosimo vedno s sabo. Tukaj imam nekaj svojih slikic, nekaj ste jih videli že danes proizvodov. Vse slike so tudi moje, no, toliko, da boste vedeli, ker sem tip, ki zelo rada slikam, zelo rada imam bom rekla, lep pogled. In zadnjič mi je rekla kolegica, ko smo hodili na Matajur, smo šli na izlet, je rekla, vse razumem, ampak ne razumem pa tega, kako izmed vseh tistih rož, ki so tam na travi, stopiš ravno do ene in slikaš samo tisto. In res, včasih še sama ne vem, da to počnem, ampak dejansko me tista roža pokliče, ker se mi pokaže v svoji najlepši lepoti. In isto je s kakšno drugo stvarjo. In ko enkrat začutiš, ko zaznavaš energijo oziroma naravo, te narava kliče, te povabi, te privabi in ti pove marsikaj. In ravno tako se tudi, bom rekla, na nek način pogovarjam s svojimi zelišči takrat, ko me potrebujejo ali pa mogoče tudi, ko jih potrebujem jaz. Tudi prej je rekel gospod, ki je prinesel vino, pa ga ne najdem zdaj, tam, da ko greš na njivo, da je to dobra meditacija. In tudi meni je to ena, bom rekla, skoraj najlepših meditacij, ker se tudi veliko tam zadržujem in to mi na nek način zelo ustreza, no. Tako, no, in kaj počnem? Kot sem že prej rekla, sem takrat, ko je sezona od konca marca pa do julija oziroma sredi avgusta pretežni del na svojih njivah ali pa kje naokrog. In zelo rada imam lepe fotografije oziroma lepe trenutke, če rečem tako, in pa zelo rada tudi hodim naokrog in obiskujem energijska mesta. Tole je moj večni spremljevalec, ki gre z mano in zelo rad hodi. In zanimivo je, ko sem nasajala sadje, novo sadje lansko leto, mi je na nek način kazal lokacije, kje naj posadim svoje grmovje in svoja drevesa, in sem upoštevala in bom videla, kako se bo zdaj to razvijalo naprej, če ima dober feeling. Tako, zdaj se bom najprej malo spustila v sivko, ker jo najbrž vsi poznate, a ne. Sivka je zelo razširjena, roža, lepe barve, ampak skozi svoje ugotovitve in pa delavnice sem ugotovila, da je največji problem prepoznavanje sivke in njena uporaba. Ker ljudje niso ločili, katera je katera sivka, so napačno uporabljali za prehrano, so napačno uporabljali za sirupe in so napačno uporabljali za blazinice, katero so potem dali otrokom, da bodo lažje spali. In ker niso vedeli, so večkrat dali napačno, zato ker napačna, bom rekla, tista druga sivka je veliko bolj razširjena in je na vseh vrtovih, ker do tiste prave sivke pa težje prideš. Zdaj vam bom samo to malo povedala in sem tukaj zraven dala dve slikce, da tisti, ki iz nje kaj izdelujete, da boste vedeli, iz katere se kakšna stvar izdela. Na desni strani je prava sivka, ki se imenuje Lavandula augustifolia. Tista na levi, ki ima pa še dva stranska cvetka, tista je pa hibridna sivka. In tista, ki je hibridna sivka, ima v sebi kafro, ki pa poživlja, ne pomirja.
In ravno to je bilo največkrat polemika pri vsem tem, ker je bilo ogromno blazinic za pomirjanje narejeno iz lavandina. Je pa, če pogledam pa naprej, je pa veliko boljša za odganjanje moljev. To je taka razlika. Tudi sirupi se delajo iz prave sivke, ker nima kafre v sebi. Kdor ima občutljiv želodec, je kafra lahko zelo škodljiva, zelo nevarna. Je pa takole po cvetkih, tisti, ki imate doma sivko, boste zdaj vedeli, katero imate. Je pa zelo težko dobiti pravo sivko, mogoče vsaj tukaj na našem koncu, ker vem, da sem bila jaz v 3 vrtnarijah, ker sem zdaj na svojem novem nasadu hotela samo pravo sivko, ampak sem v vseh 3 vrtnarijah dobila lavandin. Tako da očitno tudi v vrtnarijah ne poznajo tega, ne vejo teh razlik. Prav je pa, da če boste gojili pa kaj delali, da pogledate, katero imate. Tako, no to drugače pa je sivke okrog 20 vrst ali pa še kakšna več. V zadnje čase videla sem tudi že z belimi cvetovi in tako naprej. No in kako pa si lahko s sivko izboljšamo svoje bivanje? Da jo uporabljamo kot za aromaterapijo, to sigurno poznate, da damo eterično olje v izparilnike, ali pa da kot masažo, da si naredimo olje. Kasneje bom tudi povedala par receptov, kako si naredite olje. Ali pa kot surovina za nadaljnje delo, na primer eterično olje, če kupite tudi kakšno kremico ali pa recimo šampon, pa si lahko nakapate eterično olje kar v šampon za prhljaj, za občutljivo lasišče. Ali pa za prehrano, kot sem prej rekla, ampak mora biti prava sivka. Za prehrano je najbolj pomembno, da je sivka prava. Ker tele deodorante, ko ste prej gledali, je pa tale noter lavandin, ravno zaradi kafre, ker je zelo antibakterijski. Prava sivka je bolj nežna, tudi če bi povonjali, je zelo nežen vonj. Lavandin se pa čuti ostrino v vonju. Toliko, da boste malo vedeli. Lahko pa tudi, če boste kaj delali, mi boste poslali sliko, pa bom povedala, pa pomagala, ali je prava ali ni prava. Toliko, da imate malo usmeritve. No, še malo opisa, zakaj se vse eterično olje sivke in pa hidrolata sivke uporablja. Sivka je ena izmed rastlin, ki ima najbolj širok spekter teh učinkov. Je pa eterično olje sivke eno izmed olj, katero se lahko direktno nanaša na kožo, ker ostala eterična olja se ne smejo nanašati. Tako da tudi veste, da so zelo močno alergeni. Sivka pa nima takih močnih alergenov in se lahko nanese direktno na kožo. Tukaj zdaj ne bom brala, lahko si boste slikala, da ne bom šla. Tako, no tole so zdaj tiste roke, ko smo se prej z gospo pogovarjale, ko mi pošiljajo stranke svoje rezultate. Hotela bi samo povedati, kako sestavljam svojo recepturo. Ne sestavljamo jo samo tako, da rečem, sivko pomaga za suho kožo, recimo ognjič pomaga za celjenje ran, ampak poskušam pri vsaki recepturi doseči tudi našega duha. Ker vemo, da je vsak človek specifika, že če pogledamo moški, ženske smo bolj yin, moški so bolj yang, načeloma.
Nekdo ima krvno skupino A, nekdo ima 0, nekdo ima AB. In vse to se odraža tudi na nas samih. Nekdo je recimo ledvični tip, nekdo je introvertiran, nekdo je srčni tip, je naven bolj odprt in vse to se odraža na nas. In načeloma tudi vse rastline nekako delujejo na tak način. Ene delujejo bolj na yang stvari, ene delujejo bolj na yin, ene rastline dvigujejo, ene pomirjajo, ene razpršujejo. In pri vsaki recepturi, ko hočem nekaj narediti, a ne kaj si želim z izdelkom doseči, probam poskusiti vse to čim bolj zajeti, kar sem zdaj naštela, da potem lahko na neki način zajamem čim več ljudi, da ne zajamem recimo samo ženske, da ne zajamem samo tiste, ki so ledvični tip, da ne zajamem samo tiste, ki potrebujejo pomiritev, ampak da poskušam doseči eno ravnovesje, tako pri vsakem človeku, tako pri nastanku bolezni ali pa pri poškodovani koži, saj vemo, da vse težave izvirajo iz neravnovesja, a ne. In če hočem narediti res dober izdelek, potem moram vse to upoštevati. In potem seveda sledi, kaj lahko od svojih rastlin, ki jih imam doma, ponudim tem mojemu izdelku. Probam, da dam čim več svojega v proizvod in potem raziskujem naprej, a ne, kot sem prej razlagala od kočevske bele jelke, kako so ugotovili, zakaj je tako zdravilna. Takrat, ko je bil žled na Kočevskem, so živali in pa ptice začele kljuvati v podrle jelke, v njihove grče. In ko so potem raziskovali, so ugotovili, da je tam noter v tistih grčah ogromno antioksidantov, mineralov, vitaminov in tako so potem začeli mleti te jelkine grče in ta prah sem potem dodala v samo kremo, a ne. In pa seveda potem izbor kombinacij in na koncu pa sledi vonj. A ne, včasih, ko daš dobre sestavine v kremo, če ste kdaj že kaj delale kremo, veste, da včasih pride tak malo čuden vonj ven in je treba nekako potem tudi z vonjem malo korigirati, da je vpadljivo, no, da ko se namažeš, da tudi malo lepo dišiš, no, na neki način. Potem aromaterapija. Aromaterapija, veste, da je uporaba eteričnih olj v glavnem. A poznate vsi eterična olja? Večinoma, ne. Eterična olja, to nastanejo pri destilaciji eteričnih olj oziroma rastlin, pardon. To počnem tudi jaz od, bom rekla, sredi aprila pa do konca avgusta, kar tedensko destiliram v rastline v garaži, v bakrenem kotlu. Poskušala sem ogromno stvari že destilirati, nekaj je bilo boljše, nekaj se še učim. In takrat se ustvarja ta močna aromaterapija, ki pa je zelo uporabna, a ne. Vemo, da damo olja v izparilnike, vemo, da damo za dišavljanje, za odganjanje mrčes. Zdaj sem začela z olj, ki mi na neki način ostajajo, še delati svečke naravne za odganjanje komarjev, za odišavljanje in tako naprej. Tudi za privabljanje lepih energij, a ne, moramo vedeti, da vse te naravne rastline, vse te surovine imajo ravno tako duha in pa svojo esenco, svoje informacije, ki jih potem dajejo našem prostoru in pa nam, a ne, na neki način. Saj vemo, da nekatera olja dvigajo, nekatera pomirjajo
in vse to močno vpliva na naše počutje. Takole malo sem vam še dotaknila Damaščanske vrtnice. Lansko leto sem jo prvič destilirala, imela sem toliko cvetov, da sem to lahko uspela. Letos bo mogoče že malo več. Poznana je zelo po celem svetu, a ne, najbolj pa v Bolgariji. Če bo po sreči, se tudi letos odpravljam tja, da bom malo bolj podrobno to raziskala. In hidrolat Damaščanske vrtnice je zelo poznan, kot sem že rekla, in zelo uporaben. A ne, celotna vrtnica, veste, da je zelo taka nežna, predvsem ženske jo imamo zelo rade po vonju in pa po njeni učinkovitosti. No, tukaj so še napisani, kakšna je uporaba, pa tudi ne bom tega tako brala zdaj. Imate tudi vse v temle zborniku, a ne, vse te recepte. In tudi tukaj je en recept, kako se pripraviti zelo dobro masko za obraz iz hidrolata vrtnice, da jo zmešate z glino in potem si nanesete obraz, pa boste lahko probale, je zelo dobra maska, zelo za lepo kožo in pa tudi zelo lepo diši. In pa tudi tukaj je recept za en zelo lep, prijeten, dišeči piling za telo, katerega je tudi dobro, da si ga na vsake toliko malo naredimo, pa si tudi lahko slikate ali pa če boste prebrali v zborniku. Tako, tole. Aha, še tole. Tale naravni repelent proti klopom. To bo zdajle kmalu sezona. Najprej se bodo začeli klopi, potem bodo začeli komarji in z naravnimi rastlinami ravno tako lahko se uspešno bojujemo proti tem žuželkicam. Tisti, ki ste bolj občutljivi, še bolj. Tako da se tudi lahko slikate recept, če boste sami kaj delali, drugače ga lahko dobite tudi pri meni, tudi jaz ga imam stalno na zalogi. So pa res učinkoviti, no, tale. A je kdo že kdaj probal kakšen? Pa je bilo v redu. Pa niso strupeni, lahko se uporabljajo za otroke, za dojenčke, po prostoru, po obleki, po zavesah, povsod, no. Tako, a ne, tukaj sem napisala, da spoštujemo rastlinsko kraljestvo, ne samo s tistim laičnim občudovanjem pa barvo, kako je ta roža lepa, ampak da se spustimo do njene globine, da se poskušamo povezati z njo, tako kot se lahko povežemo s človekom, tako kot se lahko povežemo z živaljo in ravno tako se lahko povežemo tudi z samo rastlino, samo naravo. Po biodinamiki mogoče veste, kako učijo, da daš seme, preden ga vseješ pod jezik in potem ga daš v zemljo in tisto seme je dobilo tvojo informacijo, da bo zraslo popolnoma tako, da bo zadostilo tebi v vseh tvojih težavah in tegobah in ti služilo. A ne, to pomeni, da se res povežeš z rastlino že od samega začetka, od same zasaditve in to je res tak lepa povezava, lep rastlinski svet. Tako, sedaj se bom pa še malo spustila v energije, bom rekla, prostorov, energije, posebnih mest, kamor tudi zelo rada hodim in tudi veliko hodim. Moram reči, da sem na Bosanskih piramidah skoraj vsak mesec, da sem na Rtnju ene 3-krat na leto, v Istri 2-krat, 3-krat na leto, v Posočju velikokrat,
po Orionovi poti, torej, če nisem na njivi, sem pa kje na poti, veliko. Tile kraji so me pritegnili zato, ker so tudi nekako, bom rekla, kjer so tudi dokazane izmere, a ne. Ne bom samo rekla, da se tam jaz dobro počutim, pa tudi tisti, ki prihajajo z mano, ampak da so izmere tudi dokazane, opravljene z raznimi inštrumenti. In Bosanske piramide poznate? A ste, kdo je že bil? Rtan, ste poznate? Tista gospa je bila. Tale Istra, itak vsi poznate, a ne, bom potem pokazala malo slikce. Makedonijo poznate, Dalmacijo bom tudi potem pokazala. Tudi Posočje, veste, da ima zelo močne energijske točke, in pa Orionova pot. Takole, Bosanske piramide, veste, da že kar nekaj časa burijo duhove povsod, po vseh medijih, povsod, a so ali niso. A ste brali sigurno o tem, a ne? Pa jaz zmeraj pravim, da ko greš tja, potem lažje rečeš, a so ali niso, a ne. Zdaj glede na to, kakšne meritve so opravljali, glede na to, da če potegneš črto med vrhom piramide Sonca, piramida Meseca pa piramida Zmaja, da dobiš enakostranični trikotnik, je res tako zanimivo naključje, a ne, da so ravno v pravem trikotniku. Tako, mi smo tam res kar velikokrat, no, in takrat sem imela željo, da grem, ko še tam nisem bila, no, da grem res pogledat, in takrat mislim, da je bilo 2016, da sem bila prvič, in od takrat se vračam res zelo pogosto in vedno je lepo, vedno je nekaj posebnega. Rtan. Ko sem bila na Bosanskih piramidah, mi je enkrat neki gospod rekel, če sem že slišala za Rtan, pa sem rekla, da ne, je rekel, veš, če bi potegnil črto od piramide Sonca pa do Rtnja, je točno 300 kilometrov. Sem rekla, to pa je podatek zanimiv. In mislim, da je bilo potem 2 meseca, ne vem, če je bilo, pa smo že šibali na Rtan pogledati, kaj je tam takega posebnega. Ja, res je poseben. Kdor je bil na vrhu, in letos mi je uspelo tole sliko narediti, ko smo počakali sončni zahod, kakšna senca se je naredila proti vzhodu, in to je bilo res tako veličastno doživetje. To je bilo, prva slika je bila slika naenkrat zvečer, no, ko je sonce zahajalo. Tukaj sem pa iz neta potegnila tole fotografijo, samo toliko, da vidite stranice, ki so tudi zanimivo naključne, a ne. Ena je dolga 3 kilometre, ena stranica je dolga 1,5 kilometra, ena stranica pa je dolga 0,75, a ne. Je tudi tako zanimivo naključje, kako ravno take mere teh stranic. Kroži pa ogromno zgodb o tem Rtnju. Tudi vojska je imela prepoved, da ne letijo čez Rtan, ker jim je pomešala radarje in potem avioni so se razmagnetili in niso bili več uporabni. Dogajali so se tudi zanimivi klici na vrhu, ko sta šla mož pa žena po novem letu prvega na vrh Rtnja, je mož dobil sporočilo od svojega operaterja, sretno, ne vem katerega, 3 leta kasneje, letnica je bila datum napisana, no, na sporočilu. Tako da so take zanimive stvari se dogajajo.
No, in tukaj je ta črta, če potegnemo od Rtnja do piramide Sonca, je točno 300 kilometrov. Za egipčanske piramide ste sigurno slišali. A kdo ve, v največji piramidi, ki je sarkofag, a ste bliže tam? Na kateri višini piramide je sarkofag? Na 2/3 same višine piramide je tisti sarkofag. Sarkofag naj bi se uporabljal za zdravljenje, za pomlajevanje, a veste, a ne? No, in nemški oziroma češki znanstvenik je naredil svojo piramido v enakih karakteristikah in je na 2/3 postavil skrhano žiletko in po 2 dneh se je ta skrhana žiletka nabrusila. In on je potem dobil tudi uradni patent za to izdelavo. In tukaj med Rtnjem pa Visokim, če se ustavimo na 2/3, je vas Kremna. Ste slišali za Kremno? Kremensko proročanstvo, kjer so bili tretji največji preroki, takoj za Nostradamusom in za Celestino. To so bili Tarabiči in je tam zanimiva lokacija in zanimiva vas, ki stoji na samem Kremnu. Kremen je spodaj. In smo ga pobirali tam po travnikih kot kamne, obično kamne. Tako zanimivo, a ne? Kako glih na 2/3 je ta vas. In če pa potegnemo črto še od Rtnja pa Visokega, pa še naprej, a ne, ta črta gre točno linija vzhod-zahod. Če potegnemo črto še naprej, pridemo pa tudi v en kraj, ki ga bom potem kasneje omenila, se pa imenuje Varvarija, ki je pa tudi zelo močan energijski kraj. Takole, no, danes smo tudi že govorili o pentagramu in tukaj v Istri imamo tudi zanimiv pentagram. In čez 14 dni se odpravljamo zopet v raziskovanje po teh točkah in obiščemo vse te točke, ki so na pentagramu. Vižinada, Pazin, Sveti Vinčanat, Rovinj pa Poreč. Te kraje sigurno se poznate, a ne? In te točke so zelo energijsko močne in tudi vidite, kako so linije sončnega vzhoda in zahoda. Točka je sam Poreč, na tej črti so pa potem picuhi pa mordele. No, in omenila bom tudi tole Makedonijo, tale sliček, ki se ga boste potem za pol kasneje bom malo omenila, ki tudi stoji na zelo zanimivi točki, ki je povezan z našim kamenjakom v Istri. Boste videli, kako grejo te energijske linije po celi dolžini. No, to je pa Dalmacija. Dalmacija, sem pa prej rekla, da je povezana z Rtnjem pa z bosansko piramido Sonca. To so trije močno energijski kraji, kjer so takile zidovi, ki zelo spominjajo tudi na Peru. A ne, če ste kaj spremljali, take postavitve kamnov, ogromnih megalitov, ki so dolgi skoraj do 3 metre, visoki 1 meter, pa debeli dober meter. Si predstavljate, koliko ljudi bi bilo potrebnih, da premaknejo ta kamen in ga vstavijo na tako mesto. Takole, no, to sem hotela. Tale rdeča črta je linija zimskega solsticija.
To pomeni, da če bi stali na kamenjaku, da bi prvi sončni žarek posvetil v Makedoniji mimo tistega slončka, kot ste ga prej videli. Potem naprej gor gre do Daursona, kot sem prej pokazala, tiste kamnite bloke. Še malo naprej gor je Varvarija. In Varvarija je tisto mesto, če bi potegnili črto, ki gre čez Bosansko piramido na Artan. In še malo više je pa Aserija in potem je pa naš kamenjak. To je ta zimska linija, ki je tudi zelo zanimiva in tudi zelo močna energijska. No, tukaj je še primerjava, ta linija pa Krnski krog zgoraj. A ste bili na Krnskem krogu? A je kdo bil? No, tole risbico mislim, da je naslikal gospod Jože Munih, čeprav vem. In je tudi označeno od središča kroga, pa kje sonce vzhaja na 21. december. In ta linija gre pa, tale rdeča gre pa čez celo Dalmacijo, pa Makedonijo, pa Črno goro. No, tukaj so potem še slikce, a ne, da vidite, Makedonije slonček, potem je Daurson, Varvarija pa Aserija. Pa še ena, a veste, katera je pa še tale vmes, ki se je zdaj pokazala? Medžugorje. To pa tudi poznate, a ne? Veste, zakaj tam toliko ljudi hodi? Ka se ve, a ne? Ker se o tem ve. Ne ve se pa o Aseriji, Varvariji, Daurson mogoče malo več ljudi ve in se pa ne ve, a ne? In če bi se pa recimo, se dobro, da se ne ve, da se ne hodi povsod. Čisto tako. Ja, Medžugorje je na isti liniji. To je taka zanimivost energijska, no. No, pa še tale samostan v Črni gori, Ostrog, če je kdo slišal, tudi zelo močan samostan. No, tukaj smo šli po tej liniji lih 14 dni nazaj. Malo nas je dež, ampak na koncu smo ugotovili, da s tem, ko je dež bil, da je očistil malo tako nas kot energije in smo prejeli ogromno dobrih energij, tako da je bilo zelo zanimivo dogajanje. No, še tole pa poznate, Belinov tron, Krnski krog pa Nadiža. Lik zadnjič sem brala, Mitja, tvoj sestavek o Belinovem tronu, ko smo iskali neke podatke, si imel, a ne, da je od Belinovega trona. Ja, ker je dobro napisano, ne, ker včasih kdo reče, kaj pa če so te energije škodljive, če niso v redu, če gremo tja, a ne, pa da tega v naravi ne obstaja, da bi bile energije škodljive. Dobro pa je, da prepoznaš, ali se tam zadržuješ dalj časa ali malo, oziroma koliko časa je tebi ugodno tam, da si. No, tukaj je pa pri tem Belinu, pri kamnu, je pa zapičen truj, je tudi prej Simon ga omenil, ker je od Belina pa še dva kamna sta v Tročanu in če je v zemljo zapičen truj, potem se ustvarja peta moč. To smo tudi danes že slišali, tamle je pa na sliki Krnski krog. Takole, no, samo tole še za primerjavo, a ne, Orionova pot, tako pravi pater, a ne, kakor na nebu, tako na zemlji. Je tukaj, so 3 zvezdice. Veste, da piramide v Egiptu tudi stojijo v tem zaporedju, v Orionovem pasu. A veste? Veste, a ne? In tako tudi so postavljeni tile 3 grički na Orionovi poti. Tamle so piramide na Kitajskem, v Meksiku in zadnja slika je pa konstelacija
Orionovega pasu. In v enakem zaporedju stojijo tudi, kot sem prej rekla, pri Poreču 3 grički, picugi, ki so tudi zelo zanimivi, energijsko tudi zanimivi. Tukaj, prosim? Ja, na vse 3. Na ta zadnjega bolj težko. Na ta prve 2, ja, na ta zadnjega pa malo ta, ke je malo bolj odmaknjen. Ja. Ja, nič ni označeno, itak ni grmovje, je trnje. Tako da je malo, 2-krat sem bila gor na tem ta zadnjem. Tako, no, tam tisti tretji je pa Mordela, je pa isto pri Poreču. So ravno tako 3 grički v Orionovem pasu, tudi vsi zelo energijsko močni. Tamle na srednjem gričku, kjer je Mordela, se imenuje pa Mali sveti Angelo in naj bi bil tudi, se imenuje istrski Stonehenge, a ne, kjer so tudi kamni, merilci, ki je posveti sonce na določen dan. Takole, no, tole sem prej obljubila, da bom dala malo datume, kdaj se letos kam odpravljamo, če bo kdo imel kakšne želje. To pa bo tudi od mene za danes vse. Če bo kdo še želel kaj vprašati, bomo potem še na voljo, a ne, Vesna? Takole pa hvala lepa za pozornost, pa upam, da se še kdaj vidimo. Hvala. Ja. Ja, tako bom povedala. Glede na to, da sem bila res tam že po moje, ne vem, ne štejem, 50-krat sigurno, pa zmeraj z drugimi ljudmi, moram povedati, da v povprečju se najbolj ljudje začutijo energijo zmaja. Zdaj težko rečem, zakaj. Energija je tam res posebna, taka mogoče malo močna, igriva mogoče, da nas na neki način sprovocira, malo sprovocira, ker so se ljudem razni, bom rekla, razne travme pa to so se ven jim začele odpirati oziroma kotaliti ven. Tam smo tudi imeli zmeraj z vodičem meditacijo. Tam, kjer je bila vijolična svetloba, niti ni vrh piramide, ampak je tam tista točka, ki jo je ta vodič oziroma tudi lastnik te parcele naredil, ker so mu tam strokovnjaki, ki se ukvarjajo z ezoteriko, rekli, da je tam idealen prostor, ker je spodaj ogromen kristal, da naj tam naredi prostor za meditacijo. Smo pa bili zgoraj tudi na vrhu, kamor se gre tudi zelo redko, bom rekla, in tudi malokdo sploh ve. Smo pa srečali nekega gospoda, ki je imel eno napravo in je meril impulze. Ne vem, kako se je tisti napravi reklo, ampak gledali smo na zaslon računalnika, kjer je kazalo, kako impulzi energije prihajajo do tiste napravice, ki je on imel, tako, in je lovil impulze. To lahko povem, ne vem pa, ker tam niso opravljali nobenih uradnih meritev na Zmaječku, ker jih opravljajo samo na piramidi Sonca pa v tunelih pa na Mesecu.
Ja. Ja. Aha. No, tukaj. Tako, zaradi inštrumentov, ja. Ne, bilo je res, na Zmajčku je bilo vedno največ odzivnosti, no, čisto tako. Je bilo zanimivo, ker sem peljala eno skupino jogistk in so izrecno rekle, da jih moram peljati tudi v Sarajevo, seveda na Baščaršijo. Pa sem pač malo sugerirala od začetka, da to niti ne paše zraven, ampak sem rekla, ker ste cela skupina, pa ni problem. In ko smo šle na Zmajčka, so šle potem še drug dan, so hotele iti še enkrat na Zmajčka in so se še Sarajevu odpovedale, da so lahko šle še enkrat na Zmajčka. Ja, tako. Tako da res, tam je največji odziv. Hvala lepa.